Pozdravljeni, dragi moji. Evo, pri nas je posijal sonček in rekla sem, da se oglasim prav s posebnim sporočilom, kajti včeraj sem prejela eno čudovito darilo in to je takšno darilo. Takšna prijetna slikica je, kjer so gore dva kamenčka in spodaj še eden. Se pravi, ta dva kamenčka sta prav obrnjena, spodnji kamenček pa je obrnjen nasproti in te kamenčki predstavljajo ptičke in od spodaj piše Dare to be different, drzni se biti drugačen. In zgornja dva kamenčka sta bele barve, spodnji pa je črn. In ta slika me je spodbudila, da vam povem to, kako je v življenju vse tisto, kako je prav, kako bi moralo biti, kako bi se morali obnašati oziroma kako bi morali delovati, vse je pod besedo morati se. Ampak kadar se mora, to ni narejeno iz srca, ampak je sledenje temu, kar pač sistem želi od nas. Ko pa smo drugačni in si dovolimo drugačnost, takrat pa je ta črn ptiček, ki je narobe obrnjen na tej sliki, če je slika tako obrnjena, tisti, ki je čuden, ki je drugačen, ki ne spada v ta tok, a ne. Ampak kaj se zgodi, če jaz sliko obrnem takole? Se pravi, črn ptiček je sedaj obrnjen prav in gre po svoji srčni poti, po temu, kar čuti, in spodnja dva sta obrnjena narobe. Tako da, kaj slikati, da misliti, kaj v življenju je tisto, kar je prav, in kaj v življenju je tisto, kar je narobe. In v bistvu, jaz vam rekla tako, ko delujemo po temu, kar čutimo, takrat smo tukaj od spodaj in na tej poti povečinoma smo sami in ta pot povečinoma ni lahka, ampak je pot, ki nas uči, ki nas izmojstruje in ki nas vodi še bolj do svojega srca. In takrat, ko smo v svojem srcu na tem poti, srečamo tukaj zgoraj tistega, ki nam je pripravljen slediti, tistega, ki nas sprejema in ki nam sledi. In takrat je življenje toliko lepše, toliko bolj pretočno in toliko bolj v ljubezni, ker ko ljubimo sebe, tudi drugemu, ki je ob nas, kažemo pot, da se da, da lahko, če se za to odločimo, in da na tej poti, ko smo obrnjeni, tako so izbire, ampak potem na življenju bogati z ljubeznijo, tisto ljubeznijo, ki nam pripada oziroma ki jo nosimo že od rojstva v svojem srcu, v naši vibraciji duše. Tako da izredno sem zahvalila prijatelju Eriku, da mi je to slikico predal in da lahko sem jo začutila in z vami podelila svoje čutenje, tako da naj moje čutenje objame tvoje srce in nam da misliti, kako čudoviti smo, ko delujemo v svoji energiji, v toku, ki ga čuti naša dušica.